gospod Požar, vam dajem besedo in vas prosim, da nam morda sami poveste, kaj veste o predmetu parlamentarne preiskave skladno z mandatom naše preiskovalne komisije, ki ste ga tudi prijeli v vabilu na zaslišanje. Zdaj, pač vem to, kar sem prebral v medijih in pa prebral sem si tole vaše umestno poročilo, ki je bilo javno dostopno. To je vse, kar pravzaprav vem o tem. Bi pa seveda prosil, gospod Vonta, da mi postavljate vprašanja, ki so povezana z temo vaše preiskave, ne? Ker sicer nisem dolžan odgovarjati. Ne? Namreč prvič je treba postavljati vprašanja, ki zadevajo vašo preiskavo, ne tako nasplošno iz neke radovednosti. Ne? Kako pa, seveda, to in pa upam tudi, da boste, glede na to, da sem pač nekatera ta zaslišanja doslej gledal, ne vsa pač v nekaj podlomkih, da boste pač pri tem spraševanju korektni, predvsem zaradi tega, ker osebno sem prepričan, da ste vi kot predsednica komisije, vse kar mene zadeva v nekem navzkrižju interesov, ker pač občasno v vas tudi kot novinar pišem in je po mojem kršen avtomatično tale videz nepristranskosti. Zagotovo bom bolj korektna, kot ste vi kot novinar. Slišim, ampak ne čisto vse, tako da mogoče vas bom prosil, če kakšno stvar. Ni problem, z veseljem vam ponovim. Malo resneje govorite, no. Ja. Prav. Potem bo pa kdo rekel, da kričim. Kako? Potem bo pa kdo rekel, da kričim. Ne, jaz vam to ne bom rekel. Ja. V redu. Potem pa bom. Kaj ste vi? A ste novinar ali ste politik? Ja, gledajte, jaz sem zdaj v novinarstvu že od leta 98, ne, oziroma 89, skratka, in od takrat živim od novinarstva. Ne. Jaz sem bil politik, če temu lahko tako rečemo, sem bil leta 2018, ko smo pač nekaj skupaj z nekaj prijatelji, sodelavci sestavili eno nestrankarsko državljansko listo in šli pravzaprav na parlamentarne volitve. Ampak vi ste še vedno predsednik, ne, te politične stranke. Gledajte, jaz nisem predsednik, sem odstopil, ampak v AIPES-u sem pa napisan kot odgovorna oseba, recimo. Edino, kar pač je, vsako leto moram pač dajati finančno poročilo še vedno. Ne. Dobro. Skratka, vse veste, kako je s tem, če nekaj v AIPES-u obstaja, poslovni register, tam piše, da ste predsednik. Jaz sem to pojasnil. Tako, zato vas sprašujem. Ampak pojasnil, nisem vprašal okoliščine, jaz sem pojasnil, kako je s tem. Ne? Prav. Ali je bila vaša stranka satelit SDS? Glejte, to ne vem, da bi bila naša stranka satelit SDS, to zdaj prvič, mislim, to se že pojavilo v medijih, ampak zdaj ne vem, kaj to pomeni sicer, če mi boste pojasnili v tem kontekstu, kaj to pomeni satelit, bom lažje odgovoril, ampak to je tako podobno kot tista luna, ko kroži okoli. Vem, da bi imela kakšne prihodke, ker ni fizično. To je pa zelo zoprno, da ste predsednik, pa ne veste, da ima vaša stranka prihodke. Ja, ni imela prihodkov. Jih je imela, kar preverite. Mi zdaj navedete, bom vzeli, ampak vem, da ni imela prihodkov. To lahko na zaprtem delu, ampak ne, se lahko nič, da mene tega ni treba zapirati. Ne zaradi vas. Kako, ja. Zaradi nas. Poznate Žana Mahniča, poslanca SDS? Ja, tako kot vas. Dobro. Mene malo boljš, kot slišim. Koliko ljudi vi poznate torej tako na prvo misel, ki so in politiki in odgovorni uredniki? Nobenega. Jaz poznam enega. To ste vi. Ali ta vaš blog, portal ustvarjajo še kakšne druge osebe? Imate tudi občasno gostujoče blogere, ki objavljajo svoja pač poglede, mnenja. Ampak za tiste vsebine, ki jih vi podpišete, ali to vse vi napišete? To je isto vprašanje. Ja, ne, vprašam vas. Jaz pa vprašam, če bi to resno vprašanje, sveda. Vsak članek, ki ga jaz napišem, ki ga tudi pišem. Tole so printi vaših člankov. Ja, vem, to bo zdaj vaša interpretacija. Tukaj ni niti enega članka, ki bi bil kritičen do Janeza Janše. Po vašem mnenju mogoče. Ne, ni moje mnenje. Tukaj ni niti enega članka, ki bi bil kritičen do Janeza Janše. Lahko pogledava, ali pa dajte mi vi enega navesti, ki je bil. Sej, tudi če bi to bilo res, kar vi pravite, ne? To je res. Hočem reči, tudi če bi to bilo res, kar vi pravite, in obratno, tudi če bi bilo res, da je to med prejšnjo vlado, to vsekakor ni stvar te komisije. Skratka, tole so članki iz tistega obdobja in ni niti enega kritičnega članka do Janeza Janše. To ne drži in to si zdaj preprosto. Potem pa lahko se dogovoriva tako, da mogoče vi te članke, če ste toliko prijazni. Ne bova se to dogovorila, ker jaz sem tukaj kot priča, vi me sprašujete. Ne, jaz sem vas hotela nekaj prositi. Ja. Potem pa bi vas prosila, če mogoče vi pošljete iz tega obdobja tiste članke, v katerih ste bili kritični, za katere mislite, da ste bili kritični. Jaz sem priča tukaj, da vam odgovarjam na vprašanja, vi si delate sami svoje analize, po vašem mnenju, pa to mene ne zadeva. Zaradi tega, ker smo imeli veliko odpoved oglaševanja, sem jaz tudi prenehal producirati oddajo Faktorja. Seveda, zato je bilo pa potem tudi manj denarja, ne, verjetno, ja.
Če ni oddaje. Ne vem, kako si vi to predstavljate. Kaj je bilo manj denarja, sem jaz prenehal producirati oddajo Faktor. Ne zato, ker bi bilo kasneje manj denarja. Zdaj si spet predstavljam, če si zavrtim film, si predstavljate, da bi recimo odgovorni urednik, ne vem, enega časopisa ali pa nekdo iz RTV se šel direktno pogovarjati z reklame z nekom, pa bil še zraven novinar. Ja, ne. Ko ne Bojan Budja, urednik Slovenskih novic in Dela. Vem, ampak vi se zgledujete po najboljših. Se pravi, da sem Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, hodi po podjetjih in bom rekel, se pogovarja za oglase. Vse pa to ni, to zdaj, danes so se malo te stvari, to so se prakse. Stvari so se spremenile, ne? Se pravi, zdaj kar vsi hodijo, pa kar fektajo oglase. Ja, ne, jaz načeloma ne hodim, no bom reči. Ja, če ste rekli, da hodite, kako zdaj? Nisem rekel, da hodim, jaz ne hodim, jaz rekel, da me kontaktirajo. Ne rahlo, ampak zelo komično je, da jaz tukaj sploh sedim, pa me to sprašujete, kar me sprašujete. No? Dobro, pa se je življenje igra, ne? Ja, se. Ja. Ali ste se kdaj sestali z Dušanom Mesom, direktorjem Slovenskih železnic, v enem izmed ljubljanskih lokalov in se pogovarjali o oglaševanju? Ne. Nikoli? Sem se sestal z Dušanom Mesom, ampak ne spomnim se, da bi bila v kakšnem lokalu in bi se pogovarjali o oglaševanju. Če grem k Dušanom Mesom, grem običajno v pisarno. In kakšno je pa to vprašanje, gospod predsednica komisije ste, no, da ste lahko malo bolj resni, no, tlebe sprašujete nekaj trače, no. Mislim, resno, no. Zdaj, mislim, jaz ne bi rada, gospod Bojan Požar, ne bi rada šla v kakšen članek, pa da vidimo, kaj je to trač. Ja, pa to je res trač, če me vprašate, da še se jaz. Esenca trača. Tako da mi dva tule pri tračih. Nažalost sem se v politiki, ta zadeva moj člankov. Do kolen vam ne sežem s trači. Stvari so še hujše, kot jaz pišem. Ja, kakšne vire imate vi to, da vam nekdo pove neko informacijo, da ne bi jaz imel pogodbo z vežnajem, da o njem ne smem negativno pogočati. To je popolnoma nesmiselna informacija. No? Ja, seveda, veste, jaz se tudi veliko sprašujem, kakšne vire imate vi. Če bi recimo nek oglaševalski denar prišel na Požarje pot in bi iz Požarje pota šel v neko politično stranko, to bi mogli bi preiskovati, ne pa to, kako Požarje pot gre. Gospod Požar, deva mi da pustiti vsakmu svoje delo. Vi lepo bodite odgovorni urednik, novinar, pa to se raziskujte, jaz bom pa preiskovala policijo vozlam. Ker prej ste rekli, da niste ekspertna priča, pa se tega držite. Učnik vedno pošpara, ker mora še plačati enega posrednika, to je agencija, ampak ne. Dobro. Je pa zanimivo, da Pošta ravno samo z vami tako dela, ne? Pa to vam pravim, da to ni resno. Ja, vi, pa ni to resno, to je tračilo. Za trače ste pa vi strokovnjak, ne mi. Jaz samo opisujem trače. Je pa dejstvo, veste, da je vaš portal vseeno kljub temu precej manj bran kot večina slovenskih medijev, ki jih tako radi kritizirajo. Ne vem, to je neka ocena, ki je zdaj tukaj nekaj naložena. Ni ocena, kar na številkah temelji, ampak prav. Na kakšnih številkah? Prav zanimajo te številke. No, da ne bomo hodili zdaj kot mačka okrog veje kaše, tako, po domače. Če bi bilo prodanih res za toliko glasov, koliko dobite prihodkov, bi bila vaša spletna stran en sam glas. Kako? To, kar trdi, da nikoli direkt ni nabijal po Janezu Janši, ki je bil takrat premijer, to ne drži, to je izmišljotina. Ja, to ne drži, ja. Torej, to je izmišljotina. Mislim, ne drži beseda nabijal, no? Ker to so neki vaši izjavi, ki jih jaz ne uporabljam. Ne, to jaz sem citirala. Ja, to so neki vaši izjavi, to so vaše neke izjave, ki jih jaz niti ne uporabljam, niti ne prakticiram. No? Vi imate reč kobajagi, vem, ampak če ste poleg Matoza še s kom v rednem stiku iz SDS-a? SDS-a, kako? Član stranke, to jaz ne vem, nisem tega vedel, tega podatka. Aha, zato ker stranka SDS praviloma daje na svoje liste ljudi, ki niso člani stranke. Ja, ne vem, tudi stranke pač delajo tako drugače, ampak nisem vedel, da je on član stranke. Dobro, ste novinar, raziskovalni, se to vendar se veste, ne se kje. Ne, zato ker se načeloma ne ukvarjam z tem, da bi preiskoval podjetnika ali pa računovodjo. No. Poskusimo drugače. Torej, leta 2023 ste družbi vrnili skoraj 400 000 evrov, drži? Ne bom na to odgovarjal, no, te vprašanja. To so vprašanja, ki ne zadevajo delo te komisije. Ja, ampak to so javno objavljene bilance. Ja, potem pa itak, če menite to drži, potem drži, ne? Zakaj bi pa to sploh naredili, da bi si sposodili, pa bi pa naenkrat vrnili velik del? Kako? Ali drži, da vam je denar za izplačilo posodila hčerka in je prišel iz računa v Franciji? Ne, mislim, to sami veste, to ne drži, ne? To seveda drži. Se znamo brati bilance, ja, a ne? Ja. Se ste morali plačati, kolikor vem, dodatno 200 000 evrov dodatnega davka. 200 000 evrov dodatnega davka. Jaz ne poznam nobenega novinarja, ki bi takole lahko posloval. Podjetje plačuje davke, se to je normalno. Ja, dobro.
Se razumem, da vam je tole rahlo neprijetno. Ni mi neprijetno, sam je Malo pa je, to bi ne? moglo biti v bistvu vam neprijetno, ker preiskujete nekaj, kar ni tema. niti slučajno. Pa morate ustanoviti komisijo za preiskavo Bojana Požarja, ne pa komisijo za preiskavo. Ma, tako zanimivi pa spet niste. No. Ja. Pa ni bila sodna odločba, da vam mora dati denar. Ja. Ampak da vam ponovno preučijo. Ne, sodna odločba je bila taka, da nam Ja, pripada. prostite, pri teh razpisih sem pa slučajno kdaj tudi bila Ja, zraven. se No. tudi bolj slaba direktorica takrat. Ja, kakorkoli že. Ja, to je pa tudi znano. Res? Kje? Krogih. Kateri veri vam to Kako? povedal? Kateri veri so pa vam to To vam povedali? jaz ne vam povedal. Ali to smo zdaj To je spet... splošna ocena, da To niste smo zdaj spet splošna ocena, da niste bili dobra direktorica medija. Ja, V redu, direktorica seveda, nihče medija, ni ja. popoln, gospod Požar, nihče ni popoln.